tokratni novinarski konferenci bomo danes govorili o poslovnih rezultatih v prvem polletju 2015. Dovolite, da še enkrat predstavimo upravo, predsednik uprave in generalni direktor, gospod Jože Colarič, dr. Aleš Rotar, član uprave in direktor razvoja in raziskav, dr. Vinko Zupančič, direktor skrbi izdelki, član uprave, gospod Zvezdana Bajc, članica uprave in direktorica sektorja za ekonomiko in informatiko, gospod Danica Novak-Malnar, delovska direktorica, članica uprave, je svojo odsotnost danes upravičila. Predsednik uprave in generalni direktor bo v nadaljevanju spregovoril o prodaji, in sicer po regijah, po skupinah izdelkov in storitev, potem o izidih poslovanja, o razvojnih raziskavah, vlaganju in naložbah, o zaposlenih, o delničarjih in delnicah, trgovanju z delnicami ter o drugih aktualnih dogajanjih v podjetju. Predsednik in člani uprave vam bodo potem na voljo tudi za vaša dodatna vprašanja, pa predlagam, da se začnemo. Ja, dober dan vsem skupaj. Zdaj, o prodajnih rezultatih smo že prejšnji teden govorili pred ali tekom skupščine, ampak bomo še enkrat ponovili, kako uspešni smo bili v prodaji v prvi polovici letošnjega leta, primerjalno z enakim obdobjem lani. Mi smo v prvi polovici letošnjega leta prodali malo več kot lani v prvih 6 mesecih. Zdaj tukaj vidimo tudi na tej drsnici razdelitev sveta na 6 regij, kar mi delamo, in seveda osnovna oziroma domača regija je Slovenija, kjer smo po nekaj letih povečali prodajo, sicer malo, relativno malo za 1%, ampak le je zvišanje, povečanje prodaje. Potem je, tukaj bi rad še poudaril, da v Sloveniji prodamo le, v narekovajih rečemo, 6,5% našega blaga in pa storitev s Term Krka, kar pomeni, da smo izvozno usmerjeni. V jugovzhodni Evropi se nam je prodaja v tem obdobju znižala za 1/5. Moram reči, da tukaj predvsem zahvaljujoč razmeram v Romuniji, namreč v Romuniji praktično ves drugi kvartal letošnjega leta niso kupovali v pričakovanju sprememb reimbursnega sistema oziroma znižanja cen, kar se je pa zgodilo 1.7.2015, ko je bo potem v tretjem kvartalu prodaja zelo nekako začela se izvajati in je dokaj na dinamiki lanskega tretjega kvartala ali pa celo malo više. Seveda v nižjih cenovnih nivojih. Lahko rečem, da v jugovzhodni Evropi smo bili z večino trgov, ostalih trgov zadovoljni. Potem je tukaj še trg vzhodne Evrope, ki je v prvi polovici leta že dokaj tradicionalno, razen v prvem kvartalu ni bilo tako, največji trg z 31% deležem, in v okviru tega trga je tudi Ruska federacija. Mi smo v prvi polovici tega leta v Rusiji povečali prodajo za 13%, tudi fizično gledano, zbravi število pakiranj več kot za 6%, ampak zaradi razvrednotenja rublja v povprečju glede na lansko leto za 26%, je seveda v evrih gledano ta prodaja nekoliko nižja, in sicer tam skoraj 15% nižje izraženo v evrih. V Ukrajini, ki je tudi relativno veliko tržišče, ampak bistveno manjše kot seveda ruski trg, smo tudi beležili nekaj nižjo prodajo, na večini ostalih tržišč, na katerih smo prisotni, pa je prodaja nekoliko višja kot v prvi polovici lanskega leta. Če gremo naprej, potem imamo Srednjo Evropo. V Srednji Evropi, ki je tudi zelo pomembna velika regija, za Krko smo povečali prodajo za 5%. Moram reči, da tukaj je bila zelo uspešna Poljska kot eno od ključnih tržišč, istočasno drugo največje tržišče za Krko v Ruski federaciji. Mi smo povečali prodajo za 10%, tako da je bila na nivoju skoraj 70 milijonov evrov. Povečali smo tudi prodajo v baltiških državah, v Latviji, Estoniji, potem na
Slovaškem in Madžarskem, medtem ko v Litvi in pa Češki pa je bila prodaja nekoliko nižja. Potem gremo na drugo največjo regijo v Krki, to je Zahodna Evropa, ta je najbolj zrasla, za več kot 40 milijonov evrov smo mi povečali prodajo v prvem poletju letošnjega leta, se pravi indeks 133% povečanje prodaje. Tukaj je potrebno povedati, da smo recimo v Nemčiji prodali za 52% več kot v enakem obdobju lani. Nemčija je največje generično tržišče v Evropi. Smo skoraj podvojili prodajo v Veliki Britaniji in zelo visok indeks prodaje, tudi se približuje 200%, je v Skandinaviji, zelo dobra prodaja v Španiji in pa rastemo tudi na tržišči, ki so pa nekoliko manjša, ampak vseeno uspešno, kot je Portugalska, Italija, Avstrija in pa potem Benelux ter Irska. To so vse države, kjer imamo svoje firme in od lanskega leta zelo aktivno se prizadevamo priti na finsko tržišče, kjer imamo tudi svoje podjetje. Zdaj jaz v zadnjem letu dostkrat zasledim tukaj vezano na Zahodno Evropo na komentarje, češ Krka je v prvem kvartalu, v prvi polovici lanskega leta stavila na prodajo v Vzhodni Evropi oziroma v Ruski federaciji, zdaj pa stavili na prodajo v Zahodni Evropi. Mi stavimo na prodajo vseeno, ali je v Vladivostoku, ali je v Lizboni, ali je v Vatikanu, ali v San Marinu, ali na severnem polu, na južnem polu, tudi možno samo malo manjša prodaja. Za nas to ne igra vlogo. Mi gledamo pa predvsem, da je čim več pacientov in lahko rečem vezano na Zahodno Evropo, kjer smo izredno povečali svojo prisotnost, da je to plod prizadevan ne enega kvartala ali pa primerjalno z lanskim letom, ampak to plod 22-letnih prizadevanj. Mi pred 22 leti smo v Zahodno Evropo ali pa še v zadnjih letih obstoja bivše skupne države prodajali v glavnem gobe, sveže gobe, zrezane gobe, posušene gobe, gobe v salamuri, polže in podobne zadeve. Od takrat smo pa delali na tem, da bomo prodajali v Zahodni Evropi gotove izdelke, ki so narejeni, razviti, surovine narejene v Krki in tudi končni izdelki, gotovi izdelki narejeni v Krki. In to, kar vidite, to 33% povečanje in te prodaje skoraj 163 milijonov evrov v prvi polovici letošnjega leta je rezultat tega več kot 20-letnega dela. To ne gre čez noč, to je farmacevtska industrija. Pri farmacevtski industriji moraš izdelek razviti, moraš pripraviti ustrezno registracijsko dokumentacijo, potem moraš izdelek registrirati, ga moraš znati seveda tudi kvalitetnega proizvesti in potem zmarketirati, prodati in naučiti terjatve. To zapravi Zahodna Evropa, kot tukaj vidite, je postala izredno pomembna regija za Krko. V bistvu so 3 regije, ki so izrazito velike, to se pravi Vzhodna Evropa, Srednja Evropa in pa Zahodna Evropa. Mi imamo tudi regijo čezmorska tržišča, ki je tudi bistveno, tako relativno gledano, povečala prodajo, ampak je absolutno relativno nizka osnova, pa do tega seveda to predstavlja samo dodatnih par milijonov evrov. Je pa, ko govorimo o čezmorskih tržiščih, za nas najbolj aktualen Bližnji vzhod, ali pa, če hočete, Srednji vzhod, vključno seveda z vodilno državo na tem geografskem področju, tako kot mi razumemo Srednji vzhod, Iranom, kot največjim tržiščem, potem je za nas pomemben Irak, potem v Afriki, Južna Afrika, Gana, predvsem po Jugoslaviji in pa Daljni vzhod in pa nekaj prodaje v Latinski Ameriki. Se pravi, prodaja nekaj večja kot v prvi polovici lanskega leta in praktično na nivoju 600 milijonov evrov. Zdaj, kaj smo prodajali v prvi polovici letošnjega leta primerjalno z lanskim letom? Če pogledate ta prikaz na drsnici, vidite, da skoraj 85% prodaje je izdelkov z
se pravi zdravil na recept. In povečali smo prodajo za 1% po primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta. In tudi tukaj lahko rečemo, da so navedena nekatera vodilna zdravila zelo podobna, kot so bila v prodaji v lanskem letu. Nekatera so za zniževanje krvnega tlaka, druge so za zniževanje holesterola in ostalih maščob v krvi, potem za zdravljenje centralnega živčnega sistema, antibiotiki in tako naprej. Kar se pa tiče izdelkov brez recepta, to so vitaminski, mineralni preparati za izkašljevanje, proti kašljanju, za umiranje kašlja, smo pa imeli nižjo realizacijo. To pa zaradi tega, ker večino teh izdelkov gre na trge vzhodne Evrope, to se pravi predvsem Rusije, Ukrajine, Kazahstana, Uzbekistana kot največja tržišča. In seveda tam pa v evrih gledano se to prikaže potem kot nekaj nižja realizacija kot v enakem obdobju lanskega leta. Pri veterinarskih izdelkih smo za 15% povečali prodajo v dobršni meri v zahodni Evropi. Pri zdraviliško-turističnih storitev pa smo imeli nekaj odstotkov nižjo realizacijo v prvi polovici letošnjega leta. Zdaj, kot vedno poudarjamo, ključno je v končni fazi izdelke prodati in unovčiti terjatve, ampak seveda pred tem je popravljeno še zelo veliko dela. Začne se vse na področju, ki ga mi imenujemo razvojne raziskave, kjer dela pri nas več kot 600 strokovnjakov na več kot 170 novih izdelkih. In lahko rečem, da so bili tako v lanskem letu uspešni, ko smo imeli 19 novih izdelkov, od tega 5. Pri 5 smo bili prvi generik po padcu patenta, v prvi polovici letošnjega leta pa smo registrirali 13 novih izdelkov. In sicer večina jih je izdelkov na recept, nekateri so brez recepta in en izdelek je veterinarski. In tukaj pa lahko rečem, da smo pa z 2 prišli na tržišče pa s takima, da smo bili prvi med vsemi generičnimi proizvajalci po padcu patenta. In tukaj na tej drsnici je razvidno, iz katerih področij so ti izdelki, tako z področja centralnega živčnega sistema, kot področja antibiotikov, zniževanje krvnega tlaka in tako naprej. Tudi v letu 2015 veliko vlagamo, mi nadaljujemo z največjo Krkino naložbo z Metodom 2, ki je vredna naložba 200 milijonov evrov, ki nam bo dala v naslednjem letu in pol, 2 letih dodatnih 4,5 milijarde tablet in kapsul, na sedanjih praktično 14 milijard tablet in kapsul osnove. Če gledamo vse naše kapacitete v Sloveniji in pa v Ruski federaciji in ostalih proizvodnih enotah v tujini. Zdaj ta tovarna je že začela obratovati v začetku letošnjega leta, uspešno obratuje, tako da bo že v letošnjem letu prispevala tam 1,4 milijonov tablet in kapsul, da bo pomagala seveda zagotoviti Krki dovolj blaga glede na primerno veliko povpraševanje. Lahko rečem tudi to, da bomo mi v okviru ene take bolj interne prireditve v jeseni tudi odprli tovarno. Ne z velikim pompom, čeprav bi mogoče imeli razlog, ker je to ne samo Krkina največja investicija, ampak tudi v Sloveniji v zadnjih mnogo letih, ampak tudi to bomo upravili. Potem naslednja zadeva je končana investicija, zaključena prva faza ali pa prva od večjih investicij, ki jih imamo v Krškem. Mi smo v Krškem že začeli seveda s polno proizvodnjo, tudi pri povečanih kapacitetah. To je projekt, ki je bil vreden več kot 85 milijonov evrov. In tudi tukaj bomo v jesenskem času
pač z eno manjšo slovesnostjo predali simbolično to tovarno svojemu namenu, čeprav tako ta tovarna kot Motor že obratujeta. V Ljutomeru smo zaključili z investicijo, s katero smo pridobili dodatne kapacitete za proizvodnjo septolet, pastil nove generacije. Tudi industrijska proizvodnja je te dni stekla, tako da pri tej investiciji računamo, da bomo bistveno zboljšali portfelj tako imenovanih izdelkov brez recepta. Potem smo pred 2 meseci praktično začeli z eno ogromno investicijo tukaj na lokaciji Ločna, gor na hribu, in sicer z razvojno-kontrolnim centrom 4. To je projekt vreden 54 milijonov evrov na 18.000 kvadratnih metrih, bo to čez 2 leti bo dograjen. Že samo ime pove, da je namenjen na razvoju izdelkov in pa zagotavljanju kakovosti, se pravi kontroli. Pri nas se zelo povečujejo kapacitete proizvodne surovin, predvsem pa gotovih izdelkov, in seveda potrebna je tudi ta, da tako rečem, oblika infrastrukture za razne analize in istočasno potrebne so nam dodatne kapacitete za razvojne in pa raziskovalno dejavnost. Potem imamo tukaj na tej lokaciji še en kup manjših projektov, vezanih na proizvodno pršil, na proizvodno biofilizatov, in potem gremo lahko že na naše odvisne družbe, to je Krka Rus, ki je bila tudi strani ruskih oblasti nekako pohvaljena kot lep primer, kako je potrebno tudi na ruskem trgu, ki je ogromen trg, in na katerem se brenjamo vsi iz tega sveta delati, da je potrebno tudi tam zagotoviti neko lokalno proizvodnjo, čeprav še vedno večina blaga prihaja in bo prihajala iz Novega mesta, ker tam kapacitete niso danes, niti jutri ne bodo zadostne glede na potrebe. Mi bomo do konca naslednjega leta imeli vse linije, proizvodne linije ugrajene, in ta projekt je vreden 135 milijonov evrov, kar pomeni dodatno dobrim 40 milijonov evrov, ki smo jih angažirali do leta 2003, ko smo odprli prvi del te tovarne. Zdaj, tudi zmotno mišljenje nekaterih, da je Ruska federacija začela izgrajevati lastno, ali pa si prizadeva imeti lastno farmacevtsko industrijo šele v zadnjem letu pa pol. Ruska federacija na tem ima ta program že od leta 2010 in želja je, oziroma cilj je, da do leta 2020 dobršen del proizvodne izdelkov, da je proizvedenih v proizvodnih kapacitetah, ki so na teritoriju Ruske federacije. Na Hrvaškem nameravamo tudi širiti kapacitete, gre za zelo veliko investicijo, ampak kljub temu smo v fazi priprave projektne dokumentacije pri še eni odvisni družbi, to je Terme Krka. Smo koncem lanskega leta odprli bazen, ampak to se je še investicija nadaljevala v letošnjo leto, ko smo hotelu Šport tudi energetsko sanirali hotel. Kar se tiče števila zaposlenih, nas je na 30.6., ker zdaj predstavljamo pač polletne podatke, 10.534 krkašic in krkašov, od tega 54% v tujini. Naše število se je povečalo za nekaj 10 krkašov. Tukaj, če dodamo še tiste sodelavke in sodelavce, ki so zaposleni preko agencij, imajo pa praktično isti status ali enak status kot drugi, ki so zaposleni v okviru Krke, pa nas je čez 11.300. Kar se tiče tečaja delnice po tržne kapitalizacije, zdaj cene delnice seveda v skladu z kodeksom Ljubljanske borze in pa tudi Varšavske borze, jaz ne morem komentirati, ne? Lahko pa rečem, da na konec junija, na presečni datum 30.6. je bil tečaj 65 evrov za delnico
in se je glede na konec lanskega leta povečal za 9%. Tržna kapitalizacija pa takrat koncem junija znašala 2,1 milijarde evrov. Na današnji dan se vrti cena Krkine delnice nekaj nad 60 evrov. Zdaj, takrat koncem junija tudi, to je en tak dokaj pomemben podatek, pa zanimiv podatek, je bila tržna vrednost Krkine delnice na Ljubljanski borzi in s tem tudi v končni fazi na Varšavski borzi, kjer kotiramo skoraj 1,5 večje od knjigovodske vrednosti. Smo tudi kupovali v skladu s občinskimi sklepi lastne delnice, sicer tam do 23.4.2015 in jih trenutno imamo 230.000, kar predstavlja 0,7% osnovnega kapitala. Zdaj, če pogledamo lastniško strukturo na 30.6., lahko vidimo, da se zadeve malo spreminjajo. Mednarodni vlagatelji pridobivajo svoj delež, recimo tukaj konc 6. meseca so imeli 23,2% Krkinih delnic, na včerajšnji dan imajo 23,4%. Zdaj, prodajajo v glavnem slovenske pravne osebe, pa tudi fizične osebe, kupujejo tujci. Zdaj bi povedal še o nekaj pomembnejših dogodkih po zaključku obračunskega obdobja. Zdaj, v lanskem letu je bilo veliko govora, pa kasneje, ko bom pokazal izid poslovanja, boste videli, kaj se je dogajalo s imenovanimi tečajnimi razlikami. Pri tečajnih razlikah je potrebno vedeti, da obstojita dve vrsti tečajnih razlik v osnovi. Pozitivne pa negativne. Zdaj, obstojita pa tudi še dve kategoriji pri tečajnih razlikah. Realizirane pa nerealizirane. In poenostavljeno povedano so nerealizirane tiste, ki so neka računovodska kategorija, ki se potem tekom leta stalno spreminja v eno ali v drugo smer. Tisto ni zdaj zabetonirano ali izgubljeno, lahko se obrne na bistveno boljše, ker se je Krki dogajalo tako v prvem kvartalu, ko smo imeli konc prvega kvartala pozitivne tečajne razlike, kot boste kasneje videli, da imamo tudi zdaj v prvi polovici leta pozitivne tečajne razlike, gdje so se pač kursi, predvsem na ruski rubelj, tako premikali. Mi smo seveda tudi tako po letu 2014 spremljali vse relevantne podatke vezane na tečaj rublja in iz naših vedenj, pa ne samo naših, seveda so v Ruski federaciji vezano potem posledično na vrednost ruskega rublja pomembni podatki o ceni nafte in ostalih energentov. Nafta je ključna, potem plin in pa seveda barvne kovine. Kar se nafte tiče, je prišlo pričakovano v tretjem kvartalu do močnih padcev, predvsem koncem 7. meseca in začetku 8. meseca, zato smo mi za določeno obdobje, ki zdaj ne bom razkrival, zavarovali tečaj rublja, to zavarovanje še traja in se bomo seveda zdaj v naslednjih dnevih, tednih in mesecih pač obnašali tako, da bomo bodisi podaljšali to zavarovanje ali ga pa na hitro prekinali. Ker pri vseh teh zavarovanjih, o katerem se dosti piše, je potrebno vedeti, da ta zavarovanja stanejo, ne samo, da ti plačaš neke vrste premijo, ampak da če se stvari zelo obrnejo v kontra, kot si mislil, da se bodo, se lahko ti zgodi, da moraš plačati zelo velike, kazni, neke vrste penale, banke, pri kateri si tole zavaroval, se pravi, so to izredno posli, ki terjajo izredno visoko stopnjo previdnosti. Potem pomemben podatek, ki se je praktično zgodil pa zdaj ta teden, pa je vezan na en spor, patentni spor, ki smo ga mi imeli v Veliki Britaniji z družbo AstraZeneca. Ta firma je v obdobju od leta 2010 do 2011 uspela preko sodišča nam prepovedati prodajo enega od izdelkov, esomeprazol.
Potem smo seveda bili na nižjem pa na višjem sodišču in mi smo na obeh nivojih pridobili odškodnino, ki smo jo tudi v obliki denarnega nakazila prejeli v prvi polovici lanskega leta, to je bilo približno 21 milijonov evrov, se pravi odškodnina pa stroški pravdanja. Mi smo zaradi tega, ker je imela firma AstraZeneca še možnost pritožbe, smo formirali rezervacije v višini 20 milijonov evrov, so v lanskoletnem poslovnem izkazu. To se pravi, zdaj je prišlo pooblastilo, da so izčrpane vse pravne možnosti strani firme AstraZeneca, kar pomeni, da bomo mi te rezervacije to se pravi sprostili v višini 20 milijonov evrov okroglo, kolikor je bilo teh rezervacij lansko leto, koncem leta formiranih. In seveda se bodo te rezervacije pokazale v računovodskih izkazih za leto 2015. Potem še en dogodek, ki se je zgodil pa včeraj. Včeraj je bila ustanovitvena seja nadzornega sveta Krke, ki je bila, nadzorni svet je bil imenovan na skupščini prejšnji teden in člani so izbrali za predsednika nadzornega sveta Mateja Pirca in izvolili za predsednico revizijske komisije Simono Razvornik-Škotič in za predsednika komisije za kadrovska vprašanja Andreja Slaparja. Če gremo naprej pa na nerevidirane izkaze skupine Krka za prvo polletje letošnjega leta, to je pa tisto, česar do zdaj še nismo razkrili. Tudi ne na skupščini, ker smo govorili pač samo o prodajnih rezultatih. Mi smo, če gledamo najprej spodnjo črto, povečali neto profit za 5% in znaša v prvi polovici letošnjega leta 112,3 milijona evrov, v lanskem letu je znašal 106,6 milijona evrov in je skoraj za 6 milijonov evrov višji. Zdaj, če pogledamo, kaj se je dogajalo, to se pravi, v letošnjem letu, v prvi polovici letošnjega leta smo imeli manj tako imenovanih drugih poslovnih prihodkov. Lansko leto smo imeli to odškodnino, o kateri sem govoril, 21 milijonov evrov. V letošnjem letu tega v prvi polovici ni bilo. Kar se tiče stroškov prodajanja, smo imeli lansko leto take stroške, kot jih imamo letos. Ampak ker smo formirali rezervacije, kdo se na to malo spozna in rezervacije, ki so bile formirane, grejo na stroške prodajanja, so bili stroški prodajanja v lanskem letu prikazani tako računovodsko gledno nekoliko višji. Stroški razvijanja so v letošnjem letu za 3 milijone višji. Dobiček iz poslovanja je nižji, kot je bil v prvi polovici lanskega leta iz preprostega razloga, ker so visoki pritiski na zniževanje cen. Pač bilo katero državo greš, ali varčujejo ministrstva, začenši od zdravstvenega ministrstva do finančnega, gospodarskega ali pa zavarovalnice in tako naprej. In verjamemo, da se bo to v manjši meri nadaljevalo tudi za bodoče. Zdaj, če pogledamo naprej, imamo v prvi polovici letošnjega leta, za razliko od lanskega leta, pa pozitivni, neto finančni izid je pozitiven, zahvaljujoč predvsem pozitivnim tečajnim razlikam. To se pravi, tisto, kar je bilo koncem lanskega leta nekako prikazano kot negativna tečajna razlika, se zdaj pojavi tudi kot pozitivna tečajna razlika, ker se pač kursi spreminjajo in to boste videli, da tekom leta se bo še najmanj dvakrat spremenilo. Takrat so presečni datumi. Že od 30.9. v 31.12. Če bi vmes delali presečne datume, bi se pa praktično vsak dan ta postavka spremenila. Tako da, suma sumarum pravim, čisti dobiček tak kot je. Zdaj, dosti krat kdo reče, ja, ampak dobiček iz poslovanja, to se pravi EBIT, je pa zdaj manjši, kot je bil. Ja, je manjši, zahvaljujoč tem padcem cen, ampak po drugi strani, ko se mi primerjamo z podobnimi podjetji tukaj v Srednji Evropi,
tako v Sloveniji, na Madžarskem kot v Nemčiji. Pa seveda ugotavljamo, da so pa naše marže, tako marža EBIT kot EBITDA bistveno višje od teh primerljivih podjetij, kar lahko tudi enkrat prikažemo oziroma dokumentiramo, oziroma to je bolj stvar za analitike, ki so specializirani za te zadeve. Zdaj, če pogledamo kazalnike poslovanja skupine Krka, so pa na tele drsnici prikazani, to se pravi dobiček iz poslovanja na nivoju 17,4 za 6 mesecev, EBITDA marža 26,2, potem je delež v prihodkih od prodaje je 18,7%, donosnost kapitala 15,9% in donosnost sredstva 12,2%. Zdaj, kar se tiče družbe Krka, tudi je bil prikaz za skupino Krka, je pa imela družba Krka malo nižjo prodajo za 2%, pa za 10% višji profit, kot je imela v enakem obdobju lanskega leta. Mi seveda v svojih prezentacijah, pa tudi analitiki nas vedno obravnavajo kot skupina. Najlepša hvala, vprašanje. Hvala lepa. Kakšno vprašanje? Ni danes večer. Ja.